Odkar sta prekmurska duhovnika Jerič in Kujar v Ljubljani prepričevala predsednika narodne vlade Pogačnika, naj pomaga, da bi vojska mlade države Slovencev, Hrvatov in Srbov zasedla Prekmurje. Njuno prepričevanje naletelo na čudenje, kaj tam na levem bregu Mure živijo Slovenci. Od tistih časov se je marsikaj spremenilo. Za začetek se je zgodila mirovna konferenca v Parizu. Ta je v vrtincu različnih interesov in nenačelnih obljub, ki so narekovali risanje novih meja med ljudmi, narodi in državami, na zemljevidu povojne Evrope Prekmurju dodelila državi Slovencev, Hrvatov in Srbov. O tem, kaj se je dogajalo na konferenci, kako je prišlo do te odločitve in zakaj smo Slovenci kot majhen in po mnenju velikih nepomemben narod izgubili Porabje, Primorsko, velik del Notranjske in vso severno Koroško, je bilo to leto veliko povedanega. Eno celo stoletje je minilo takrat. In prav tej obletnici in njenemu obeleževanju skozi vse leto, ki smo ga v iniciativnem odboru za pripravo programa poimenovali Prekmursko leto, se imamo zahvaliti, da je Prekmurje vstopilo v zavest Slovencev močneje, kot kdajkoli v teh minulih stoletjih. Zbudilo je zanimanje za svojo posebno kulturo, jezik, zgodovino, za trdo življenje na prekmurski zemlji in za svojo posebno pot v skupno slovensko domovino, združitvijo Slovenci iz osrednje Slovenije znotraj iste države. Veliko je ljudi, ki so vsak po svoje in v svojem času prispevali, da se je slovenstvo v svetu med Muro in Rabo, v slovenski krajini, v slovenski okroglini ohranjalo. Od protestantskih duhovnikov Temlina in Štefana Kuzmiča do katoliških duhovnikov, kot so bili Ivanoci, Klekl starejši, Borovnjak, Mikloš Kuzmič, ki so vsi s pisano in tiskano besedo varovali prekmurski slovenski jezik, pa vse do pogajalcev na pariški konferenci in pripravljavcev strokovnih argumentov za zgodovinsko odločitev o priključitvi, kot so bili Slavič, Kovačič, Jerič, Godina, Baša in drugi. Med njimi so seveda tudi tujci, ki so pokazali posebno razumevanje za položaj in prihodnost male narodne skupnosti na levem bregu Mure, kot so bili Srba Mihajlo Pupin in Nikola Pašič, Američan Douglas Johnson, Francoz André Tardieu in še nekaj drugih. Seveda tudi Slovenci Mačkovšek, Žolger in Švegel. Najbrž vam ta imena, ki se zdaj velikokrat omenjajo in jih omenjajo tudi tisti, ki ne vedo, za koga gre, ne povedo veliko. Nam Prekmurcem pa pomenijo zelo veliko. Vsem tem in še mnogim drugim smo dolžni zahvalo. Da ob tem ne gre pozabiti Rudolfa Maistra, mi ni treba posebej poudarjati. Pa vendar, vsa ta prizadevanja in napori ne bi prepomogli potrebne moči za to, da se meja premakne severno od Mure, če se med nami Prekmurci že davno pred temi dogodki ne bi ohranjalo in krepilo zavedanje o narodni, kulturni in jezikovni pripadnosti slovenstvu. Ta zavest je zaživela in se ohranjala s prizadevanji predvsem duhovnikov, ki so takrat predstavljali jedro izobražencev med pretežno kmečkim prekmurskim prebivalstvom. Prav oni so skrbeli, da je pod pepelom grobega pritiska madžarizacije tlela žerjavica slovenstva. Prelomni čas po prvi vojni je to žerjavico razpihal. Rodil je ljudi, ki so moč tega nacionalnega tlenja prepoznali in pomagali, da se je razžarel plamen zahteve po združitvi vseh Slovencev. Brez vseh njih bi se zelo verjetno zgodovina sveta med Muro in Rabo pisala drugače. Pa vendar naj vseeno poudarim, da je zavedanje, da smo Prekmurci del slovenstva, čeprav po volji zgodovine stoletja ločene od matice, zraslo iz ohranjanja lastnega slovenskega jezika in kulture. Naša preteklost, surova in polna preizkušenj, nas ni zlomila. Zdržali smo in obstali. Ostali smo Slovenci. To, kar smo ves čas tudi bili.
Ob tem pa smo znali tvorno živeti z Madžari, Judi, Romi, Nemci, Hrvati, ki so skupaj z nami naseljevali in s svojimi kulturami in civilizacijskimi izkušnjami bogatili ta prostor. Spoštovani, ponavljam, časi od tistih izpred 100 let so se bistveno spremenili. Med drugim se je spremenilo tudi poznavanje tega posebnega dela slovenske domovine med Slovenci. Zdaj v Ljubljani dobro vedo, kje je Prekmurje in vedo, da tam živijo Slovenci. To vedo tudi po zaslugi mnogih Prekmurcev, ki jih je glavno mesto slovenske države s svojo odprtostjo ljubeznivo sprejelo medse. Veliko nas živi v Ljubljani. Med nami so člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerzitetni učitelji, profesorji, inženirji, pisatelji, slikarji, glasbeniki, duhovniki, gospodarstveniki, politiki, delavci, zdravniki, medicinske sestre, novinarji in kaj vem, koliko poklicev še upravljamo Prekmurci. Skratka, kar lepa množica meščanov, ki po svojih močeh prispevamo k bogatitvi duhovnega in kulturnega življenja v mestu in k krepitvi blaginje njegovih prebivalcev. Prišli smo v Ljubljano, se vračali domov, pa spet prihajali, dokler nismo tukaj ostali. A smo tudi poslej povezani s pokrajino, ki nas je za vselej zaznamovala. To dejstvo je verjetno prepoznalo vodstvo ljubljanske mestne občine, župan in mestni svetniki, ko so sprejeli odločitev, da se v našem mestu ob stoletnici obeleževanja priključitve Prekmurja in združitve Prekmurcev z matičnim narodom postavi spomenik in da trg tukaj na stičišču Poljanske ceste in Poljanskega nasipa dobi ime Prekmurski trg. S tem močneje kot kdaj prej vstopa v glavno mesto Prekmurje, kot geografsko sicer oddaljena in zamejena, duhovno vselej prepišna, večetična, večjezična, večverska in večkulturna krajina. Različna, a predvsem naša skupna slovenska. Tista, ki sega najgloblje v osrčje združene Evrope, znotraj katere si tudi vsa Slovenija išče varno prihodnost in več blaginje za vse svoje ljudi. Odločitev vodstva ljubljanskega, tudi našega mesta, je gospod župan vredna čestitke ter vsega spoštovanja in zahvale. Ponosni smo na to.